Ja, tukaj gre za izsiljeni referendum, za legitimizacijo projekta, za katerega niti investitor, niti vlada ne vesta, koliko bo stal, a bo to 10, 20, 30, 50 milijard, kdo ga bo gradil, kdo ga bo financiral, kdo bo nosil finančno tveganje. In v tem smislu je to zelo podobno zgodbi TEŠ6 in Magni. Takrat smo organizacije opozarjale na vse težave, smo bile označene kot zaviralci razvoja, in imeli smo prav. Zato opozarjamo tudi danes in želimo odgovore na konkretna vprašanja, da se bomo lahko informirali, odločali. Čas za odločitev torej ni danes, ker odgovorov ni, ampak precej kasneje, če sploh. Podjetje GEN Energija aktivno financira in organizira pravzaprav referendumsko kampanjo, kar pa ne bi smela početi izven uradnega začetka referendumske kampanje. Tukaj govorimo kar o najmanj 1 471 000 evrih, ki so bili porabljeni za razne oddaje, promocije, socialna omrežja, pogodbe z mediji in tako naprej. In vse te stvari so v nasprotju z zakonom o volilni in referendumski kampanji in pričakujemo, da bo Računsko sodišče na podlagi naše pobude ustrezno reagiralo in naložilo kazen GEN Energija, ki bo moral ta sredstva nakazati humanitarnim organizacijam. Jaz bi pa rada malo osvežila spomin in spomnila na poziv predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je v javnost prišel maja letos ob sprejemanju resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije. Predsednica republike je pozivala poslance in vlado k pomembnosti poštenega, nepristranskega odločanja o gradnji projekta JEK2. Opozorila je, citiram, posameznim skupinam zagovornikov, tudi če so finančno bistveno močnejše od ostalih, je treba preprečiti, da svojo premoč zlorabljajo v medijskem prostoru. No in prav tej zlorabi premoči pa smo priča zdaj v tem primeru investitorja GEN Energija, ki je, kot smo slišali, 1,5 milijona evrov v zadnjem letu že porabil za propagandne materiale, vsebine, plačane članke, organizacijo roadshowa po večjih slovenskih mestih in tako naprej. Te informacije seveda niso objektivne, zato ker investitor v javnost lansira točno tisto, kar njemu ustreza. Zakaj nam torej ne pove, kaj bomo počeli z visoko radioaktivnimi odpadki? Zakaj ne pove, ali bomo odlagališče gradili pri nas, ali imamo namen te odpadke izvažati, če ja, kam, koliko bo to stalo? To so vse te ključne informacije, ki pa jih ne dobimo strani investitorja. In zato se sprašujem, kako naj bo odločanje na letošnjem jesenskem referendumu suvereno in odgovorno, kako naj se ljudje sploh odločijo, če ključnih informacij nimamo, hkrati pa smo na drugi strani povsem zasičeni s propagando. Jedrske elektrarne so izjemno zapletene projekti in posvetovalni referendum o tako zapletenem projektom je, če sploh koristno, samo če je na voljo dovolj neodvisnih informacij. In seveda oglasi investitorja projekta ne bi smeli biti podlaga za sprejemanje političnih odločitev. Pri TEŠ6 smo lahko videli, kako politična fiksacija na projekt v nasprotju z vsemi ekonomskimi projekcijami privede do škodljivega rezultata. In tokrat si tega dobesedno ne moremo privoščiti, ker gre za preveč denarja. Zame ključno vprašanje sploh ni, ali hočemo JEK2 da ali ne, ampak kakšne javne investicije si želimo za Slovenijo. In zato pogrešam tukaj res neodvisne makroekonomske študije. Za en scenarij, za drug scenarij. Drug scenarij je tudi lahko, da vlagamo več v obnovljive vire, v elektroenergetski sistem, morda celo v zdravstvo in izobraževanje, ker bo še fiskalnega prostora za tudi take investicije. Če zdaj gledamo samo JEK2, to bo stalo 15 milijard, če še doštevamo stroške financiranja in inflacijo, bo to verjetno 20 milijard. In samo za ilustracijo, cel investicijski del proračuna je samo 2 milijardi. Tako da s tem, da mi vlagamo v en ogromen projekt, krčimo fiskalni prostor za le kako pomembne druge investicije. Zato moramo si jasno povedati, da JEK2 pomeni, da ne moremo hkrati financirati številne druge in zelo pomembne projekte.